mi se v te, ne rečem igre, ampak se gre za resen proces pogajanj med strankami, ne bomo spuščali. To je pač sestavni del nekega procesa. Tudi se ne zaletavamo in se nismo do sedaj v tisto, kar se je dogajalo v predvolilnem času. Predvolilni čas je drugačen čas, to je čas, ko se govori za točno določenim namenom. Predvolitveni čas to zahteva, vsaj taka logika je. Marsikaj je padlo, marsikaj se je obljubilo, tako da dobrega in slabega, v glavnem so dobre stvari obljubljali, tako da mi se v te stvari ne izčrpavamo. Za nas šteje od tedaj naprej, ko bo vlada formirana, ko bo sprejela, prvi dokument, ki je za nas res pomemben, niso te volilni programi, to je nekaj, še strankarski lideri bojo pozabili, že čez en mesec. Za nas je prvi dokument pomemben koalicijska pogodba. Koalicijska pogodba, to pa je že pogodba, ki ne gre v pozabo. To se 4 leta politiki se bomo sabo kregali, prepirali, kaj je uresničeno in kaj ni. To je za nas pomembno. In vse tisto, kar bo tukaj zapisano, slabega bo predmet tudi naše kritike oziroma bomo ravnali tako, kot se spodobi za sindikate. Kaj je bilo pa poprej, to pa vam povem, da ni vredno se spuščati in črpavati vedno skozi optiko seveda sindikatov. Glejte, največja hiba sedanjega sistema je ta, da pri višini minimalne plače se ne upošteva tudi rast produktivnosti. Namreč, seveda ne absolutno, ni realno, ampak pred leti smo vendarle imeli, in ta stvar je bila dobra, da smo pri rastu minimalne plače upoštevali seveda inflacijo, prepirali smo se za naprej, za nazaj, ampak to je normalni sestavni del dialoga, in to je pomembno, in tega sedaj ni, za delodajalci smo se dovolili, kakšen odstotek produktivnosti oziroma rasti, gospodarske rasti, upošteva tudi pri dvigu minimalne plače. Z nastopom ministra Janeza Drobniča je prišlo do spremembe tukaj, kljub temu, da smo nasprotovali. In je stvar imela dobre rezultate. Torej, ne da bi sindikati zahtevali, ponavljam, da bi minimalna plača rasla v celoti za gospodarsko rastjo. Ni realno, žal ni realno in tako naprej. Ampak mi smo vendarle z delodajalci. In to je pomembno. Našli ob trdih pogajanjih vedno nek konsens, dogovor, za koliko pa minimalna plača lahko vendarle še malo zraste, glede na inflacijo. In ta stvar je funkcionirala. In smer je bila ta prava. Ampak v tem trenutku tega pravila ni več. In za tega menimo, da bi tukaj gre res za dialog med socialnimi partnerji in soglasje. Mi želimo s to vlado sodelovati, želimo biti partnerji. Mi upamo, to je vedno upanje pri vsaki vladi, da bo konfliktov manj. Ne delam si pa iluzij, da konfliktov ne bo, ker je narava našega dela taka, da je pač pogosto konfliktna. Želimo pa si, da bo manj konfliktno, da bi z njimi sodelovali, ampak to mora biti obojstranski interes. In jaz upam, da ta interes v tej vladi obstoja. Mislim, ko bo vlada, jaz upam.